Alenka C. je oglas za kremo, ki naj bi odpravila težave s hemoroidi, opazila na enem od družbenih omrežij. Oglas se ji je sicer zdel sumljiv. Je bil video dr. Breclja, ki je govoril hrvaško slovenščino. To je bilo malo sumljivo. Ne glede na to, sem potem jaz to naročila, ker je bila cena dokaj ugodna, 29 €. A na koncu je bil znesek precej višji. Naročilo posamezne kreme namreč ni mogoče. Ampak, da jih lahko naročim samo 6 in dobim popust in da je to 110 €, da drugače ne pošiljajo. Sem rekla, je možna reklamacija? Je rekla, ja. Čez en mesec vas sigurno pokličemo in bomo potem se zmenili, če je v redu ali ni v redu. Krema, ki jo naročiš na slovenski številki, izdelujejo jo v Bosni in Hercegovini, v Slovenijo pa uvažajo prek hrvaškega podjetja, se je kakopak izkazala za neučinkovito. Naša sogovornica jo je zato hotela vrniti, a so jo zavrnili. Da so ji pač njeni odgovorni rekli, da reklamacija ni možna, ker je šlo že več kot 2 meseca mimo. Čeprav mi je prejšnji dan prepričevala, da jaz bi mogla porabiti vseh 6 krem in da bi potem lahko se odločila, ali mi je to pomagalo ali mi ni to pomagalo. Gledalka je na koncu ostala brez denarja, zdaj želi pred sumljivimi trgovci posvariti druge. Prosim vas, nikar ne nasedajte in ne kupujte. Na Javni agenciji za zdravila in medicinske pripomočke zoper hrvaško podjetje Bossfly niso prejeli nobene prijave. Tudi sicer bi, ker ne gre za podjetje s sedežem v Sloveniji, težko ukrepali. Lahko preveri subjekt, pa ponavadi ta subjekt niti ni znan. V tem primeru lahko potem samo pošlje registrarju spletne strani poziv, da spletno stran umakne, kar se včasih zgodi, ponavadi ne. In zadevo odstopimo policiji, ker gre vendarle v primeru nezakonite prodaje zdravil za kaznivo dejanje. Oglaševanje zdravil na recept je namreč v Sloveniji prepovedano, oglaševanje tistih brez recepta pa dovoljeno le ob pripisu, da je pred uporabo nujen posvet z zdravnikom in farmacevtom. Nikakor pa posvet z družbenim omrežjem. Nepreverjena zdravila so namreč lahko nevarna. Ne vemo, ali gre za zdravila, ki jih je nekdo dobil predpisana, pa jih želi preprodati, ker jih sam ne uporablja, ali gre za ponaredke, ki ne vsebujejo ničesar in so pač samo škodljivi za denarnico v bistvu, ali pa za ponaredke, ki imajo lahko noter tudi učinkovino, ampak tu ne vemo, kakšna je količina te učinkovine, kako so bili hranjeni, a je res samo ta učinkovina. Če pa gre za zdravila iz tretjih držav, se prav lahko zgodi, da jih nikoli ne boste prejeli. Carinski organi namreč ob sumu, da gre pri izdelku za zdravila, pošiljko pošljajo v pregled farmacevtskim inšpektorjem. Pogosto se izkaže, da izdelki, ki naj bi bili naravna prehranska dopolnila, vsebujejo tudi zdravilne učinkovine. Mi izdamo mnenje, da gre to za zdravilo in potem carina vodi postopek naprej tako, da zaseže izdelek, ima pa tudi možnost sprožiti prekrškovni postopek zaradi ilegalnega uvoza zdravil. Spletni nakup zdravil je dovoljen le v spletnih lekarnah in specializiranih trgovinah, ki so zato pridobile ustrezno dovoljenje in so opremljene s skupnim evropskim logotipom. Na katerega lahko kliknete in potem vas vodi na stran Ministrstva za zdravje. In na tej strani, če se prehodite po strani navzdol, imate seznam vseh lekarn in specializiranih prodajaln s tem dovoljenjem. Družbenih omrežij in sumljivih spletnih strani, na katerih ne moremo najti ne podatkov o podjetju, ne pogojev in naslovov za reklamacijo, pogosto pa so opremljeni z lažnimi izjavami slovenskih zdravstvenih strokovnjakov, na tem seznamu kakopak ni. Pred koncem še opozorilo glede zdravil s semaglutidom, ki pomaga pri hujšanju. Javna agencija za zdravila opozarja na nedovoljeno prodajo teh zdravil v spletnih trgovinah in na portalih, kot sta Bolha in Facebook. Prodajajo jih tudi fizične osebe. Zdravila s semaglutidom se dobijo le na recept v fizičnih lekarnah, poudarja agencija in dodaja, da se že od lanskega leta v Evropski uniji pojavljajo ponaredki zdravila Ozempic. Več bolnikov je bilo po uporabi ponaredka hospitaliziranih, med drugim zaradi hipoglikemije in epileptičnih napadov.